Spoznanje več. Predsodek manj. Dober dan, drage poslušalke in dragi poslušalci, v studiu Radia Ognjišče pa pozdravljam danes urednika, pisatelja, duhovnika magistra Branka Cestnika. Spet bomo govorili o aktualnostih z področja cerkve in družbe. Lep pozdrav. Lepo pozdravljeni. Dobra novica bo seveda dan, ki je pred nami, največji državni praznik, mašniško posvečenje tudi v vaši škofiji, pa v naši nadškofiji. Ampak začneva pa z eno stvarjo, ki se mi je zdela zelo zanimiva. Namreč odšli ste iz Frankolovega ob 3, bili nekaj čez 4 že v Ljubljani in se vam je zdelo to tako neverjetno, ampak to je pravzaprav tisti potovalni čas, ki je bil včasih čisto normalen, ne? Zdaj se je pa čisto spremenilo. Ja, to so čudeže prometa. Pričakuješ slavo. Jaz posebej sem zdaj pesimistično razpoložen, ker smo imeli 3 prometne nesreče, eno smrtnim izidom v naši fari, ne? Ampak sem šel precej hitro na pot in potem glej. V dobri uri sem bil na dvorišču Radia Ognjišče. Ne. Tako kot bi moralo biti. Kot bi moralo biti, ampak sem vajen nekje računam na uro pa pol za vsak slučaj. Ne. In je to dobra novica dejansko, da ti ena pot v Ljubljano uspe brez težav. Tako, hvala Bogu. Ja, kot rečeno, 23. junij je danes, 25. pa največji državni praznik. Se mi zdi, da je treba to vedno znova poudarjati, da država, ki jo imamo, ni samo po sebi umevna, da smo se morali zanjo boriti, da danes tudi, če marsikaj ni tako, kot bi si želeli, pa je še vedno bolje, da je tako, kot je, kot pa da bi bilo tako, kot bi bilo pred 35 leti, ne? Tako, ja. Pač narod na prepihu je narod, ki lahko hitro izgine, ali pa majhen narod je lahko pač obsojen, da nima moči, da bi se dvignil do svoje države, ne, ker si premajhen in so sosedje preveč močni ali pa premalo zaupaš v lastno moč. Ne. Imamo čudovite in velike narode, ki nimajo svoje države, tu se vedno treba spomniti Kurdov, ne, ki so ogromni, ne, oni za bivšo Jugoslavijo veliko področje pokrivajo, razdeljeni na različne države, tam med Turčijo, Iranom in Irakom in Sirijo, koliko desetletij ali pa stoletij bi želeli imeti svojo državo, pa ne morajo, ne. Mi pa tudi majhni, pa niti ne tako bojeviti kot Kurdi, ne, pa glej, smo z nekim trpežnim delom, z neko politično modrostjo, ki se je nakopičila v zadnjih stoletij, ni samo to izvajalci so bili na koncu, ne, ampak politična modrost preživetja tudi. No, nas je potem vse to pripeljalo do tega čudeža, da smo leta 1991 razglasili svojo državo. In to je veliki dar, velika stvar, ki jo moramo ohraniti. Tukaj okoli kresnega večera se to dogaja, ne, se pravi tudi, tako lahko rečemo simbolično, takrat, ko je svetloba najbolj močna, ne? Ja, takrat, ko praprotno seme stori, da slišiš po noči živali govoriti, ne. Torej neka čarobnost je v tem poletnem solsticijo in ta starodavna čarobnost in ta moč svetlobe se je pri nas pretvorila v državotvorno dejanje. Nič ne bo narobe, ne, če opozoriva, da je vendarle lepo, da po določenih letih, ko je bilo tega manj, spet začnemo obujati tradicijo izobešanja zastav, recimo, ne? Ja, zdaj seveda, tako kot je vse posod, vedno so tisti nostalgiki, ne, ki gledajo nazaj, jih imamo v Svetem pismu lepo opisane med osvoboditvijo preko Rdečega morja, se potem pojavijo, ja, v Egiptu pa je bilo boljše. Ja, ta Mojzes pa v puščavi pobil z žejo. Ja, tu je vse noro, tam pa smo začeli lahko šli v miru spat. Kaj, če bi mi šli nazaj v Egipt, ne? Kaj, ne? Torej, ta sužnj se ustraši svobode, ne? Človek brez hrbtenice se ustraši po konci stati in potem gleda nazaj
Ne. In zdaj imamo mi v zadnjem desetletju ali pa desetletju in pol tak neki dokaj močen povratek te jugonostalgije, ki se pozna tudi na popkulturi in tak, ki je popolnoma nerealna, ne, ker mislim, tu je Hrvaška ne bo htela več Jugoslavije, to je konec, ne. Ne samo nerealna, neracionalna. Neracionalna, ne, ampak to ljudje nekaj sanjarijo o tej Jugoslaviji, celo potem lažejo, ne, za nazaj, lažejo, kak je takrat bilo fajn, kak je bilo dobro. Jaz sem pripadal v Jugoslaviji nižjemu sloju. Mi smo tolkli revščino. Jaz sem čakal v novembru, zmrzoval in čakal na plin enkrat novembra. Smo se počasi pomikali tam na Ptuju, na dvorišču firme Les, in potem, ko pa tema že padla, ko bi naj jaz prišel na vrsto, pa je on je zaprl tiste rešetke, rekel, ni več plina. Fertik. Pa sem šel domov z prazno bombo, tako kot sem prišel, in to par kilometrov potem na koleso tisto bombo peljati, ne. Zdaj en meščan, ki so starši imeli službo dobro, pa če so bili partijsko podkrepljeni, tega ni doživel, tega ni videl, ne. In on še vedno lahko sanja o nekih lepih cajtih. Za njega so bili, ne. Mogoče, ker je bil mlad. Ja, in drugače pa recimo, ne vem, meni se zdi tako zelo zanimivo, ne, da bi bil problem dobiti kavo, ne. Džins, pomaranče so bile samo enkrat v letu in sicer natanko za 29. novembra. Tako, so uvozili, ne vem, toliko in toliko ton in jih razdelili po celi Jugoslaviji in to je to. Ja, tako, torej, bila je zlasti proti koncu. Nekje v 70-ih je bil en taki potrošniški razcvet, ne, takrat so tudi prišli avtomobili, televizije v hiše in hladilnik in to, ampak potem v 80-ih pa bil ta zastoj, ne, zastoj. In tak, ampak jaz opazujem to jugonostalgijo, pravzaprav človek kot neke vrste duhovna potreba po nečem, česa ni. Po neki utopiji, ne? Nekako človek ima v duši neko tipalo do nemogočega. In vsake toliko časa se to tipalo sproži in si želi neko utopično zadevo, da potem nekako lažje kritizira sedanje stanje ali pa da se čuti nekje, ne vem, da svojo žalost lahko projecira v neko utopično stvarnost, ne? In zdaj vidimo to nekje, ta trik, duševni trik tudi, ne, te nostalgičnosti, da se išče nekaj za nazaj. To je, v religiji to poznamo kot mit o izgubljenem raju, ne. To imajo skoraj vse religije. Nekoč je bilo dobro na začetku, brez greha, brez strpljenja, potem pa smo se skvarili. Drugo pa seveda bolj kruto, ker ta jugonostalgija je lahko zelo preprosto tudi politično vodena in manipulirana. Jugonostalgija pomeni na koncu Beograd nostalgija, Beograd nostalgija na koncu pomeni Moskva. To je ta linija. Ne. In ta laž, ne, da smo bili vsi enaki, ne, in da je sodni sistem deloval in da je bilo v zaporih manj zapornikov, kot jih je zdaj. To so res floskule, ne. Da ne pozabimo pa seveda na tem, da je nekdanja, torej socialistična Jugoslavija zrasla na krvi premaganih političnih zapornikov, ki so jih brez sodnih procesov nemilostno zradirali. Titova Jugoslavija je postavila temelje na trupla, ne, na trupla nedolžno pobitih in seveda to so trhli temelji, to so grešni temelji, to so zastrupljeni temelji in taka država prej je slej propadla, ne. In Titova Jugoslavija je potem propadla, kako bi rekel, z neko posebno patetiko, ne. Če samo gledamo Jugoslovanska ljudska armada, v bistvu je vse se obrnilo kot neka laž. Ni bila ne jugoslovanska, na koncu bila srpska, ne. Ni bila ljudska, ker bombe, ki jih je imela, je vrgla na svoje ljudstvo. Ne na agresorja, mi nismo imeli zunanjega agresorja. Bombe, milimetni izdelki, topniški izstrelki, strelivo, ki ga je imela jugoslovanska ljudska armada, je bilo proti ljudstvom Jugoslavije na koncu uporabljeno. Ljudstvo Jugoslavije, Hrvati, Bosanci, tudi Srbi, na koncu so umirali od tega orožja, ne. In tudi ni bila na koncu niti ne armada, je bila taka neka razhajkana polčetniška formacija, tako je končala, ne. Ampak kakšno ideologijo, recimo jaz sem dal skozi vojaško šolo tudi nekaj, ne, kakšno ideologijo so peljali glede tega.
Jugoslovanska ljudska armada. Nam so prvi dan, ko sem bil v gimnaziji, vojaški gimnaziji Franca Rozmana Staneta v Ljubljani, prvi dan so nam v tisti avli natrobentali v ušesa, da smo cvet slovenskega naroda. Elita, ne? Zato ker smo bodoči oficiri Jugoslovanske ljudske armade, ki je nekako moralni vrh jugoslovanstva. Ne? Čez par let pa ta Jugoslovanska ljudska armada bila, kako bi rekel, ena paračetniška formacija, ki je pobijala svoje ljudstvo. Škoran ne pod katerim. Ampak to je ona bila že v jedro, že od stanovitve, samo tega mi nismo videli, ker je bila prhka, umazana, zasnovana na grehu in uboju že na začetku. Ne? In prej ali slej se je to moralo sesuti. Dobro, naj bo to recimo za začetek dovolj. Greva še k drugi dobri novici, ki je povezana z 29. junijem, ne, se pravi, vse je nekje v teh dneh, ne, 23. kresni, 25. dan državnosti, 29. Peter in Pavel, mašniška posvečenja pri nas. Letos ne vem, ali bi rekel, da je to dobra novica ali da je novica, ki bi morala biti dobra, pa je, kako naj rečem, nek pelin v tem, samo 2 mašniški posvečenji. Torej. Ja, tako, ljubljanska nadškofija in kapucinski red, ne, zaenkrat sej verjetno še se potem lahko kaj nakaplja od redovnikov, ne, ko se še imajo razne formacije, pa drugi tempo imajo, niso vsi vezani tako na 29. junija, kot smo recimo, ali kot so vezane škofije na to tradicijo Petrovega kot datuma za mašniška posvečenja. Redovi imajo lahko tudi kakšne druge datume, ne. Ampak ja, 2 zdaj, veseli smo ju enako, ne, in še toliko bolj, ker ste le 2. In mi recimo pri nas gotovo bo nova maša, pa tudi tukaj seveda v ljubljanski nadškofiji bo gotovo zelo dobro praznovana. Mi zdaj tam vidimo, že pripravljajo se pri nas, seveda župnija Vojnik, pa tudi škofija Celje. Pa tudi mi malo sosedne župnije, te vibracije ves čas dobivamo, ne. Brat Ambrož, kapucin, torej je pač zanimiv že zato, ker ima očeta stalnega diakona, ne. To je nekaj zelo posebnega. Tudi zato, ker je bil tehnik tukaj na Radiu Ognjišče, mislim, da kar nekaj let, ja. Ne vem, 5, 7, ne vem, nekaj takega. Ja, torej ima tudi z vašim radijom, ne, to skupno vezo. Potem pa seveda je Vojničan, vojniška župnija tudi malo posebna. Samo tako mimogrede povem, to je župnija, edina župnija, ki je doživela vdor Henricha Himmlera osebno, da je šel noter v Faroš in ven potegnil župnika Lasbachera, to je bilo 18. aprila leta 41. In ga lastnoročno aretiral. Da bi dal, ker je takrat šla glavna cesta mimo Faroža vojniškega, ne, in je že prej pa na cesti pobral frankolovskega župnika, ne, in je potem izvedel to aretacijo, ne. Torej, vojnik je potem dal škofe, zdaj trenutno 2 nadškofa sta vezana na vojnika oziroma na to dekanija Nova Cerkev, se pravi nadškof Cvikl in pokojeni škof Lipušek. In vojnik je dal veliko teh prelatov, v starih časih se tako malo hecalo, ne, da mariborsko škofijo vodi vojniška hunta, se je reklo, ne, to so bili ena serija prelatov, ki so izhajali iz vojnika, ne. In ali pa, da se še zdaj tako sliši, kdaj, ne, to Savinski Vatikan, vojnik, ne. Pač eno tako močno cerkveno okolje, ne, dobro vodeno vedno. In seveda potem so tudi tu nove maše, ne izostanejo. Tako da smo veseli in čestitamo župniji Vojnik in seveda kapucinskemu redu k novi maši. Tako, midva bova rekla še to, ne, da to, kar se bo zgodilo 29. junija, nekako odraža tudi to dvojno pot cerkve, ne, na eni strani Peter, ta oče, ki čuva, ne, na drugi strani Pavel, pojdi in oznanjaj, ne. Se mi zdi taka zelo, zelo lepa in posrečena. Ja, ta dvojna karizma stabilnosti pri Petru in karizma progresije, ne, napredovanja, potovanja, misijona pri Pavlu. In to imamo vsi duhovniki, torej
da smo z ljudstvom stabilno, ampak hkrati pa tudi napredujemo in več čas gremo na pot. S tem, recimo, ko smo pripravljeni tudi zamenjati prostor in se ponuditi škofu, da gremo drugam, ne? Smo bolj Pavel, ko pa smo s svojim ljudstvom, pa dolgo vztrajamo, pa trdno vztrajamo, pa smo bolj Peter. Ampak obe karizmatični vrednoti sta v nas. No, treba bo pa vendarle gledati tudi na prihodnost, ne? Zdaj molitve za nove duhovne poklice so seveda hvale vredne, ampak verjetno bo treba narediti še kaj drugega, kot samo moliti, ne? Ja, seveda zdaj je zelo težko, ne? Duhovni poklici rastejo po božjem klicu, torej izvor duhovnega poklica je božji klic. Bog kliče v vsakem času, seveda je potem tudi še tu veliko drugih elementov, ne. Jaz se spomnim, ko smo začeli o tem debatirati, da zmanjkuje duhovnih poklicov, že 25 let nazaj se to začelo malo bolj debatirati in tudi so že projekcije naredile, da kako bi lahko bilo, kako bodo zmanjkalo duhovnikov, ne. Se spomnim ene teh debati, en duhovnik je rekel, da je zadeva v osnovi stvar demografije, ne. Če ljudje nočejo rojevati otrok, tudi ni tistih, ki bi jih Bog klical. Da je stvar ni samo vrednostna ali pa zaradi pomanjkanja vere, ampak da ima neki demografski značaj. Ne zmanjkuje duhovnih poklicov, ker en narod začne zamirati. In takrat se nam je ta zdelo pač ena izmed tez, ne, zdaj pa vidim, da vedno bolj, ne, ker zdaj vidimo, kako smo duhovniki prvi, ki smo začeli zamirati. Zdaj počasi prihajajo drugi poklici, ne. No, tudi zdravnikov je premalo, Ja, učiteljev ni, ja. in gremo lahko kar naprej. Ministr, nekoga ministrstva za pravosodje je začelo trpeti, ni dovolj ljudi, ne. Torej vidiš, da se en narod začne znotraj prazniti. Duhovniki so bili samo avantgarda tega praznjenja enega naroda, ki več noče živeti, noče se darovati. Darovanski poklici, zdravnik je darovanski poklic, ne. Ti so zdaj prvi v krizi. In seveda stvar je zelo kompleksna. Tako da se tudi, če bomo hoteli spet več duhovnih poklicov, bo treba neki kulturni, civilizacijski zasuk večjih razsežnosti. Ne zgolj samo v cerkvi, mi bomo še naprej molili, seveda, ampak bo potrebno seveda miselnost našega naroda tudi malo spremeniti. No, pri nas se že dogaja tudi to, ne, da se seveda župnije ukinjajo, ne, združujejo in da se bo njihovo število drastično zmanjšalo, ne. Tako kažejo vse projekcije in zdaj tiste, kako naj rečem, tiste prošnje vernikov, ne, župnika nam pa pustite ali pa škof pred 100 leti je obljubil, da bo naša župnija vedno imela duhovnika, ne. Ja, tako je. To nekako ne bo šlo več. Ne bo šlo, pač tu se morajo, vsak bo se moral sprijazniti, ne, z neko izgubo ali pa z nekim pomanjkanjem. Najbolj žal je meni župnij, recimo kakih podeželskih župnij, ki so močne, ampak ker so oddaljene, ker so majhne, ne, da zgubijo duhovnike, so pa močne. Imaš močan obisk med tednom, imaš močan obisk v nedeljah, imaš župnije, v katerih je dejansko skoraj še vedno 90-100% birmancev in prvoobhajencev, ne. Mi smo letos imeli, sicer po nekaj letih, tako da smo imeli 8. in 9. razred skoraj 100%, samo en fant je manjkal, pa bi bila celotna generacija, ki je v šoli, tudi pri birmi, ne. Recimo, no, ampak take župnije, ki so malo bolj oddaljene od teh tudi sekularizacijskih procesov in pritiskov, ne, potem pa hitreje ostanejo brez duhovnika kot one, ki so že zdaj malo razkristjanjene, ne, ker so pač večje, ker so bliže tem modernim tokovom oziroma temu modernemu svetu, ker se tam več gradi, je treba tam dati duhovnika, ne, in se potem te male, močne katoliške trdnjave na podeželju so prve brez duhovnika, ne, in to ni lahka odločitev tudi za škofa, ne, da ko se odloči, ne, da bo tu ukinjal oziroma združeval z drugimi župnijami.
O tem bomo, drage poslušalke in dragi poslušalci, še govorili, verjetno ne samo v oddaji Spoznanje več predsodek manj, ampak tudi v kakšnih katehezah, v kakšnih pogovorih škofi, kajti vendarle situacija nikakor ni rožnata. Dobro, pater magister Branko Cestnik, zdaj pa greva k 80-letnici od konca druge svetovne vojne in sicer bova vzela v razmislek papeža Pija XII., ki je vernike nagovoril takoj po koncu druge svetovne vojne, 2. junija 1945, in je takrat kar dvakrat omenil Slovenijo kot Slovenijo. Se pravi, Slovenijo, ki sploh ni bila država, ampak je bila zgolj nek geografski pojem, tudi recimo na področju Jugoslavije je bila to Dravska banovina, recimo predtem, ampak vendarle očitno papež Pij XII. Je vedel, zakaj se gre. Meni je to bilo, kar boste povedali, neznano, dokler nisem prebral tega, kar ste zapisali. Povejte. Torej, zaključujem s pisanjem romana v letu 1945 in sem naletel, da je 2. junija papež Pij XII. Imel en odmeven govor. Prvi njegov veliki govor po drugi svetovni vojni, ki ga potem tudi Radio Vatikan prenašal, tako da ga slišal cel svet. In sem jaz rekel, zanimivo, ker je tam notri potem drugim rekel, jaz našel ta citat iz tega govora, ko pravi, dogaja se žal, da zdaj po vojni nekateri narodi so samo zamenjali režim, proti kateremu so se borili, je zdaj bil zamenjan z podobnim. To je seveda mislil na vzhodno Evropo, Režim, proti kateremu so borili nacifašizem in je bil zamenjan z enim podobnim, to pa bil stalinizem, komunizem. Ampak jaz takrat čisto na začetku še nisem šel tega govora čisto brati. Sem pa vključil ta mali citatek v eno prizor v romanu, tak notri. No, potem sem pa šel preverjati naknadno tele dejstva, kot se temu reče, in sem to šel govor celi prebrati in sem bil sam šokiran, ker sem notri našel dvakrat Slovenijo. Kako to možno, In potem v kakšnem kontekstu je Pij XII. 2. junija 1945 govoril o Sloveniji. Najprej v prvem delu njegovega govora on govori o zmagi nad nacifašizmom in se zahvaljuje za konec vojne. In potem tudi malo analizira spopad nacifašizma in katoliške cerkve. In seveda gre v tista pozna 30. leta najprej v Nemčiji, kako se ta spopad odvijal. Ne vem, to ljudje ne vejo, ljudje mislijo, da je Hitler kar tako prevzel celo nemško družbo v 33. leta. Še leta 1939 je prišlo do uličnih spopadov med mladinci katoliške akcije in Hitlerjugedom. Še leta 1939. Torej, so se stepli na ulici, fantje žareči za eno in drugo stvar. Torej, nacifašizem se ni kar tako pokoril katolištva. In tudi je bila jasna obsodba nacifašizma z Mitbrennende Sorge, s to okrožnico strani Vatikana napravljena. No in potem govori, kako so še drugi narodi potem trpeli pod nacifašizmom in cerkev in omeni slovensko Slovenijo. Preganjene slovenske cerkve strani nacistov. Izgon slovenskih duhovnikov. In tam on med te bolj prizadete Poljska, tudi Alzacija je bila omenjena notri, med te bolj prizadete države in regije vstavi Slovenijo. Ne vstavi pa takrat Hrvaške zraven. No, to je prva omemba. Torej, cerkev Slovenija kot žrtev nacifašizma. Se pravi, gorenski in štajerski duhovniki, eksodus, izgon v Srbijo. Čeprav to pa kritika papeža Pija XII. Pa bi lahko bila kritika, da pa primorskega dela ni znal tako vključiti, ker je bila žrtev fašizma. Seveda. Njemu je zdaj kot Italijan nekako mogoče res bolj odgovarja izraz nacifašizem. Ali pa tako. Dobro, ampak fašizem je že prej propadel. Potem pa v drugem delu njegovega govora pa on govori o sedanjem času, o povojnem obdobju, poziv k miru, da se to več ne bi ponovilo, in obžalovanje, da se to že ponavlja na nek način. Saj se neki totalitarni režim že vzpostavlja v enih deželah in povzroča trpljenje.
In notri potem ima pravi, zelo zaskrbljujoče novice dobivamo iz Slovenije in Hrvaške. O nasilju torej, ne, in o strašnem trpljenju. Zdaj, kaj točno ne pove? In to je druga omemba Slovenije. 2. junija, ko so potekali poboji pri Macesnovi Gorici, še bili v teku, je papež Pij XII že govoril o nezaslišanem nasilju v Sloveniji. In je spet omenjena Slovenija. Tokrat pa skupaj s Hrvaško. Tukaj so potem tudi poboji pri Teznem in tako naprej. Se pravi, gre za te velike domobranci so bili torej bolj na koncu te serije pobojev, ne. Velike morije so se pa dogajale, seveda Tezno, največja obračun je bil s Hrvati praktično na slovenski zemlji, ne. Tu je nepredstavljivo, koliko Hrvatov je končalo v naši zemlji, pobitih domobrancev, ustašev, civilov, ki so bežali, družin, ne. To je bil veliki obračun s Hrvati, to se je že v sredini maja začelo, ne, potem proti koncu maja pa še obračun s Slovenci. In papež to 2. junija omeni, žal pa seveda, recimo, meni je bilo to do zdaj neznano, kar pomeni, da seveda tudi verjetno ni znano širše, ni bilo nekje v naši zavesti, ne poznamo in tudi dejansko se ni nič zgodilo, ne? Ja, torej, zdaj vemo, da je on vedel, kaj točno vedel, kdo mu je prinesel informacije, ne, si lahko predstavljamo, vse cerkveni kanali tečejo ves čas, ne. Saj so mnogi cerkveni dostojanstveniki tudi izbežali ali pa duhovniki in so te novice prišle. Ne vem, ko enkrat pride novica do enega duhovnika na terenu, tam nekje, tisti duhovnik pove na škofija hitro javi lahko naprej, ne, torej ta mreža, infomreža, če tako rečem, v cerkvi ves čas traja, torej, in seveda papež hitro bil informiran o zadevah. Stvar pa seveda ni imela nekega velikega mednarodnega odziva, razen to, da so potem vendarle v juniju Angleži recimo vendarle ostavili tele pošiljke, ta izročanja Titovim partizanom, ne, teh ljudi, ki bi potem jih bilo še tisoče in tisoče več pobitih, če bi se to ne ostavilo. No, ampak seveda to je bolj zdaj za zgodovinarje vprašanje, ne, da recimo nam to ozadja malo raziščejo in pojasnijo. To bi bil jaz tudi zelo vesel, če bi kaj takega še zvedel okrog papeža in Slovenije v tistem času. Ker pri nas je bila situacija seveda drugačna, ne, tisk in mediji so bili pod nadzorom. Vi ste študirali tudi recimo slovenskega poročevalca tja do konca leta 1945 in je zanimivo, ne, kaj vse se najde in na kakšen način recimo poročajo naši vrli rdeči novinarji o padcu atomske bombe na Hirošimo in Nagasaki. Za potrebe romana sem kar šel direktno brati slovenskega poročevalca, ne, in najdeš zelo zanimive stvari, tudi duhovnike, ne, tudi Finžgarjeve članke v slovenskem poročevalcu, ne. Torej, kako so, in pravzaprav vidiš kot slovenski poročevalec, kako si je partija zastavila tisto povojno obdobje, ne, za prevzem oblasti. Zelo zanimivo, ne, da zelo dela na patosu zmage nad fašizmom, ki nam jo je prinesel Stalin, torej lik Stalina. In naš vojskovodja Tita in kult Tita, strašno. Bolj pa skriva to, da misli spostaviti enopartijski komunistični sistem. To pa malo skriva. Bolj dela na teh čustvih po osvoboditvi in obravnava to. Kar se verskega vprašanja tiče, sprejema katolištvo, osmrtnice padlih borcev v slovenskem poročevalcu so še do jeseni s križi. Je ena rubrika, na vrhu katere je križ, kateri so spadli borci. Informacije o padlih borcev, zdaj, ko vemo za tega in potem se tu napiše, ne, gore je križ. Potem govori se, da bo verska svoboda in podobno. Kadar so vprašani partijci na to temo, ne. Hkrati pa seveda se vzgajajo ljudi, ne, da se jih drži nekje v tem nekem čustvenem patosu, ne, v tem nekem zanosu, zmagali smo, svobodni smo, in da to čustveno stanje zdržuje, ne. In tudi se zelo pazi, da se ne bi ta kult Stalina podiral. Jaz sem potem šel čitati in iskati, kako so poročali o prvi atomski bombi, ki je padla na Hirošimo 6. avgusta 1945.
in iščem slovenski poročevalec, 6. avgust nič, 7. avgust nič, 8. avgust nič, 9. avgust nič, pa že pa na Sagi, ne. Potem 10. ali 11. avgust, da se točno spomnim, najdem končno prvo notico, da je padla atomska bomba na Nagasaki, oziroma Hirošimo in Nagasaki, v okviru velikega članka, ki govori o napredovanju sovjetske armade na severnem bojišču Japonske. Ko so se takrat v gornjem delu Japonske potem že spopadali Sovjeti in Japonci, ne. In tisti je čez celo stran tisto opis tistih sovjetskih napredovanj in tak, in znotraj tistega je potem, vmes pa je padla tudi atomska bomba. Kako so, torej, še tako pomembno novico so skrili v članek o Sovjetski zvezi, da se ne bi omadeževal ali pa zmanjšal kult Stalina, ne, in zmagovite Sovjetske zveze in ideja o tem slovanskem bratstvu, ne, zmagovitem slovanskem bratstvu. Ker atomska bomba sporočilo politično bilo zelo preprosto. Amerika je ena, Sovjetska zveza je dva. Ne. Takoj se je hierarhija spostavila. Kak je Amerika vrgla atomsko bombo, je bila prva vojaška sila sveta. In seveda to je trebalo slovenskega človeka mu pravilno dozirati, da ne bi preveč premišljeval, kako Sovjetska zveza ni najmočnejša sila tega sveta. Takih trikov potem sem notri opazil toliko, no, da včasih ti gre prav na smeh, ne, kako so manipulirali z ljudmi. In slovenski poročevalec oziroma njegov naslednik, ne, recimo leta 2025, po padcu referenduma o zaslužnih pokojninah za kulturnike, na prvi strani objavi fotografijo hamburgerja, ne? Ja. Zmage Sovjetske zveze. Napredovanje Sovjetske zveze na nek način, ne, skrije pa novico o referendumu, ne. Torej, tisti grenki sadež, ki bi ga morali pogoltniti pa povedati, izgubili smo referendum, ne, ampak smo profesionalni novinarji, damo na prvo stran to novico, tako kot se za profesionalce spodobi, tisto niso bili sposobni. No, in tu vidiš zelo dobro sporednico, ne, za tistimi povojnimi novinarji v slovenskem poročevalstvu. V 80-ih letih se pač očitno ene stvari še niso spremenile. Ja, še niso, ne, in mene je zelo žal, če ljudje nimajo drugih virov, ne. Ali pa gredo nazaj, ne. Ja, zadnjič, mislim, takrat leta 45 niso imeli dosti izbire, ne. So imeli to, kar so imeli, in kaj dosti niso imeli. Tisti, ki so imeli radio, so lahko slišali kaj drugega. Ne, in drugi pa so res bili samo kuhani in pečeni. Ali pa tisti, ki so hodili v cerkev in poslušali duhovnike, ne, ki so neko alternativno zgodbo lahko razbrali o takratnem času. Drugi pa so potem več ali manj sledili kot ovčke, ne. Spoznanje več predsodek manj oddaja, ki nastaja z urednikom, pisateljem, duhovnikom, magistrom Brankom Cestnikom, je z vami in nadaljujeva s temo, ki je tudi zelo pereča, in sicer vojna na Bližnjem vzhodu, in sicer zdaj se bova dotaknila Irana ali pa Perzije, ne, kot smo rekli včasih, in pa recimo judovstvo na drugi strani, ne, pravzaprav sta ti dve ljudstvi povezani že več kot 2500 let, ne. Ja, tako, torej v Svetem pismu smo vsi pri verouku smo se učili, kako je perzijski kralj Cir osvobodil, to še se jaz spomnim, kako nam je to duhovnik povedal, in osvoboditelj Judov iz babilonskega suženjstva je bil kralj Cir. In kako je šel Abraham iz Cira na Kaldejskem, je šel proti sveti deželi, ne, se pravi, bil po rodu Perzijec, ne? Bolj kot ne tam doli, ne. Tako, ja. Tistih vzhodnih narodov, ne. In Perzija, torej, je potem v judovski zgodovini bila vedno tako zapisana z velikimi črkami. Sicer Judje nimajo nobenega praznika vezanega na osvoboditev iz babilonskega suženjstva. To se je zgodilo leta 538 pred Kristusom, ampak ni nekih posebnih judovskih praznikov. Imajo pa Judje na svojo zgodovino v Perziji en zelo lepi praznik, ki se reče Purim,
ki ga praznujejo spomladi, praznik veselja, ki spominja, kako je Estera, kraljica Estera, osvobodila, rešila Jude pred preganjanji, ki so jih takrat načrtovali eni perzijski dvorjani proti in so prevarali perzijskega kralja, ne, da bi izpeljali to preganjanje Judov. No, in potem vse tja do leta 1979 sta ti dve nekako naciji nekako funkcionirali. In Perzija je bila vedno varna za Jude. Vedno to je bila torej taka zaveznica Judov, ne. Čeprav pač Perzija ima eno drugo duhovno podstat. To niso arabska plemena, to je stari imperij, to je stara 2000 let stara literatura, to je zoroastrizem, ne, v ozadju, to je poezija starih pesnikov, ne, perzijski pesniki, to so filozofi, torej Perzija ima eno drugo podstat in je gojila tudi to neko imperialno miselnost v pozitivnem smislu, da je tako bila kot nekako zibelka civilizacije, ne? In da več narodov se lahko na njo vezalo in nekako živelo znotraj nje normalno življenje. In tudi Judje. Tako da antisemitizem v Perziji ni imel svojih trenutkov, vse do 1979, do začetka islamske revolucije. In še zdaj v Teheranu živi približno 10,000 Judov, sem šel danes preveriti, ki se še jim vedno zagotavlja verska svoboda. Ne smejo pa biti podporniki izraelske države. Ne. Versko svobodo imajo, lahko imajo svoje molitve, tudi neko svojo šolo imajo, ampak ne smejo pa podpirati Izraela kot sionistične države, kot države Judov. Ne. Torej, no, ampak leta 1979 se je potem zgodilo ta hudi preokret, da je potem ta ideologija, ki je prišla, ta skrajno verska šiitska ideologija, ki je prišla na oblast z Homeinjem, zagnala tako grozno sovraštvo oni rečejo, do judovske države, da oni načeloma ideološko tako razlagajo, ne sovražijo Judov kot Judov, ampak judovsko državo. In da so jo razglasili kot državo, ki jo je treba uničiti. In da potem seveda boj proti taki državi, ki jo razumejo kot neke vrste rak na Bližnjem vzhodu, vsak boj zoper tako državo je legitimen in potem podpirajo tudi te mednarodne terorizem oziroma sam palestinski terorizem podpirajo Hamas in Hezbolah pač v skladu s svojo državno doktrino. To ni neko podpiranje pod mizo, to je njihova državna doktrina. In njihova državna doktrina je izničenje Izraela. In zdaj nekdo, ki ima tako doktrino, pa da ima zraven še atomsko bombo, potem se lahko predstavljamo. Potem so seveda tukaj različni sateliti, ne, še v Jemnu, pa v tako, pač Siriji. Po tej šiitski liniji, ne, alaviti v Siriji, so še potem ti sateliti, ki so vezani pač na iranski prostor. Zdaj, kaj se bo zdaj zgodilo? Eni bi radi spremembo, Trump je zdaj še danes rekel, da je kar bilo torej sprememba režima. Kako spremeniti režim v 90-milijonski državi, ne? To ne. Ja, z volitvami, ne? Z volitvami, če med vojno bo to težko, ne? Ja, pa kdo, ne? Ker iranska, ta revolucija leta 1979 se je zgodila, ker so se dejansko takrat proti šahu dvignili mnogi. Moram vedeti, jaz časih zdaj vidim, da na Twitterju ali pa drugot nekdo, kaki bolj z desnih koncev, ne, malo povzdigujejo šaha pred iransko revolucijo. Šah je bil diktator. On je držal neke vrste desničarsko diktaturo južnoameriškega tipa. On je zatiral ljudi, mučili so politične nasprotnike. Je pa res, da pa moderniziral Iran, ne? Ampak je pa obogatela bolj kot ne ta višji upravni sloj je bogatel, narod pa je živel v revščini. Tudi tiste podobice, ki jih zdaj kažejo po spletu, češ kak je Iran pred Homeinijem bil modern in kažejo tista dekleta v krilih in na plažah in to. Vse to je res, ampak to je bil višji meščanski sloj, ki je živel tako življenje. Ne? Medtem ko pa so ogromne mase ostajale v revščini in prepuščene samemu sebi. No in seveda se je zgodila ta revolucija in kaj se je zgodilo? Takrat so bili tudi iranski komunisti, pa razni demokrati in tudi verske silnice močne, ki so skupaj rušile šaha.
In se ni vedelo, kdo bo na koncu, ne? Niso organizirali se v neko fronto in je potem nepričakovano, pravzaprav nihče ni pričakoval verskega razpleta iranske revolucije leta 1979. To je potrdil tudi analitik CIA, je rekel, 28 scenarijev smo imeli na mizi, kako se bo revolucija v Iranu končala, in je obveljal 29, ki ga nismo imeli, to je prihod Homeinija iz izgnanstva v Parizu in prevzem duhovščina, ki prevzeme oblast, torej teokracija. Tega pa ni bilo, nihče ni tega predvideval. In takrat se tudi zanimivo, ne, takrat se rodi zavezništvo med zahodnim levičarstvom in islamizmom. Kaj se je zgodilo? To je čas hladne vojne, hladne vojne. Tu je Sovjetska zveza, ki je itak bilo všeč, da v Iranu več ni ameriškega vpliva, pa tu je Kitajska, ki enako ni bilo všeč, da bi v Iranu bil ameriški vpliv. Torej vsem je pasalo, da pade šah, ki je bil zaveznik Američanov in tudi Izraela, seveda, da pade. In potem se je to gledalo, kaj se bo zgodilo. In simpatije levih ljudi so že avtomatsko na strani revolucije, čeprav še se ni vedelo, kakšen bo razplet. No, in eden najvplivnejših evropskih levičarjev tistega časa, filozof Michel Foucault, ki ima tudi veliki vpliv na današnjo gender teorijo, na teorijo spolov, ker je raziskoval spolnost, on je sicer umrl leta 1984, je šel v Iran in so ga nekateri, en pariški, pa Corriere della Sera iz Italije, so ga plačali, časopisi, so ga plačali, da je on tam pisal članke. Kaj se dogaja v Iranu? In je on odblizu opazoval to revolucijo. In on, ko se je začela pojavljati ta verski lik Homeinija, je on začel pisati o golorokem preroku, ki gre proti oboroženemu kralju. Ne? In je ta duhovni vidik revolucije, ki ga marksisti niso poznali, on zdaj vključil. Da revolucija lahko ima tudi religiozno-duhovni pridih. In da je islam religija zatiranih, krščanstvo pa ostane religija zatiralcev. In tudi ta vzorec. Ne? Zato danes recimo levičarski novinarji o trpljenju kristjanov ne poročajo, ker je to religija zatiralcev, imajo v sebi ta DNK, ne? Medtem ko pa v islamu vse dobro, ker je to religija zatiranih. No in to je Michel Foucault je takrat postavil ta koordinatni sistem, in je potem to nekako obstalo. Zmagala je iranska teokracija, se pravi duhovni kleriki so prevzeli oblast in je potem to bilo sprejeto z nekim velikim odobravanjem, ne v tisti prvi fazi, ker to je revolucija, še enkrat, svetovna revolucija napreduje, ne? Zdaj smo dobili samo še en novi vidik svetovne revolucije, ki je duhovna verska revolucija, duhovna verska pridih. Da so pa med tem žrtvovali iransko žensko, da so med tem žrtvovali iransko opozicijo demokratično, to so pa spregledali. In tak še je danes, ne. Levičarstvo sodeluje ali pa simpatijo gleda na Iran, pozablja pa na njegove zločine zoper žensko in zoper svobodomiselnega človeka. Tako da inštitut 8. marec recimo proti temu ne protestira, kako so ženske v Iranu Danes je najbolj žlahtni feminizem, ga več ni v Evropi. Feminizem evropski je prodan LGBT ideologiji, se je LGBT-iziral, praktično je sam sebe harakaiziral, oziroma naredil samomor s tem, ko se je LGBT-iziral, zlasti beseda T notri, je tista trans, je pomembna. Ko feminizem izda žensko, ki potem moški lahko postane ženska in potem bokser lahko tepe boksarko, če se razglasi za žensko. In to smo na zadnjih olimpijskih igrah tudi videli. Torej, če danes hočeš videti žlahtni, pogumni feminizem, ga moraš iti iskati v Iran. Ampak ta feminizem nima podpore naše Tanje Fajon, zunanje ministrice, in Nike Kovač, tele izpostave stranke Levica v nevladnih organizacijah. Še nekaj minut daje ostalo, prav je, da odpreva telefone, vedno tako narediva, 01512 10 00. Če imate kakšno vprašanje, kakšno mnenje, se nama lahko pridružite, sicer pa bova seveda midva nadaljevala še s tole temo o Perziji in judovstvu. Omenili ste torej, da se govori zdaj o spremembi režima.
ki je vedno tako težko izvedljiva, ne, v času, ko je neka država napadena od zunaj, ne. Težko nekdo prinese demokracijo na meču oziroma na raketi, na bombi in tako naprej. To vedno ljudi poveže, ker se čutijo žrtve in tudi tukaj si lahko predstavljamo, da tako bo. Eksplozije ljudi povežejo na koncu, ne. Ali pa vnesejo neki dodatni kaos. To smo videli v Iraku, Siriji, v Libiji, da ti z bombniki ne moreš prinašati demokracije. Ne. Nekako se pričakovalo, če bomo mi z bombniki zrušili neki režim oziroma, ne vem, da dobimo Gaddafija, da ga eliminiramo, da Sadama Huseina eliminiramo, da Asada eliminiramo, potem sprostimo prostor in v tistem prostoru bo kar sama po sebi zrasla demokracija. Ne. Našli smo kaos ali pa nove avtokrate. V Siriji lahko že neke vrste nove avtokratski režim lahko tudi opazujemo. Torej tako da tudi sem jaz pesimist, da bi Amerika bila sposobna zdaj takšnega pritiska ali pa takih nekih mednarodnih političnih veščin, da bi 90-milijonski Iran zamenjal režim. To so vendarle procesi, ne, ki morajo zoreti v narodu. Jaz verjamem, da v tem narodu je ogromno ljudi, ki nočejo tega režima. Ne. Že omenjamo samo te ženske, ki so tako pogumno bojujejo zoper njega, tvegajo svoje življenja praktično vsak dan, ker so lahko kaznovane, seveda od te verske policije. Torej, verjamem, da so se tudi kraljevska družina Pahlavi, da so se tudi naučili, da če se bodo kdaj vrnili v Iran, ne morajo vladati tako, kot so, ne, da torej morajo spustiti naprej tudi levičarstvo, avtohtono levičarstvo, ne, ki je bilo socialistično usmerjeno, mladina in tak, da morajo naprej spustiti svobodomiselne intelektualce in da morajo upoštevati verski moment. Da religija ni neki zaostali kos sveta, katerega ti zatiraš, ker oni so tudi zatirali religijo, ne, so se bojevali zoper te klerike. Ampak to so procesi. Zdaj pa seveda, po drugi strani pa ima zdajšnji režim tudi močne zaščitnike. Če tako gledamo, Kitajska, Pakistan, Rusija, to niso neutralni, niso to majhni igralci, ki pa seveda podpirajo režim, plus da še imamo na zahodu to bolj levičarsko srednjo, ki je prav tako na strani sedanjega Teherana. Greva še k tematiki umetne inteligence, namreč minule dni so se v Vatikanu srečali šefi nekaterih največjih podjetij, ki obvladujejo to področje in razpravljali o etičnih vprašanjih, ki jih to odpira, ne, to vprašanje umetne inteligence. Ne vem, pred nekaj meseci vem, da smo tako z nekim mešanim občutkom predstavljali spovednico, ne, ki jo umetna inteligenca nekako vodi, ne, ljudje gredo tja in lahko z umetno inteligenco, z nekim glasom, z nekim umetnim razumom razpravljajo o sebi, svojih vprašanjih in tako naprej. Zdaj, umetna inteligenca že vstopa v cerkev, ne, se ljudje včasih pri prošnjah, pa pri tistih nagovorih, pa že pri pogrebnih nagovorih pomagajo, ne, z umetno inteligenco. Torej, zdaj imamo Antica et Nova, to je en dokument, ki je nastal januarja letos, še za časa papeža Frančiška. Imamo en dokument o umetni inteligenci, ki ga dikasteri za nauk vere dal ven in dikasteri za evangelizacijo in vzgojo, se mi zdi, kulturo in vzgojo. No, in tam notri je osnovni razdelek, osnovno, ki se ga bo veljalo zapomniti, ne. Umetna inteligenca kot pripomoček in ne kot nadomestek za inteligenco. To je osnovna stvar, osnovna zakonitost, teorem, ki se ga zdaj moramo držati. Naj mi pomaga in pomagala nam bo v mnogih procesih,
tudi kreativnih procesih, ustvarjalnih procesih, proizvodnih procesih, ampak ne sme nadomestiti moje inteligence. Torej, to je recimo zdaj nekako osnovna usmeritev, ki jo dobivamo od Svetega sedeža glede umetne inteligence. Kaj se dogaja? Antonio Spadaro, ta jezuit, veliki prijatelj papeža Frančiška, zelo aktiven na področju pisanja člankov, predavanj in tega v teh svetovnih medijih najdeš njegove članke, jaz mu sledim na Twitterju, zelo dober. No, on je pred za La Republiko napisal, mislim, da 14 dni nazaj, en članek o kaj dela kitajski tempelj v Silicijevi dolini v Kaliforniji, tam, kjer so največje firme teh umetne inteligence, tam vmes je tudi en kitajski tempelj, in pravi, da v bistvu zdaj imamo pri umetni inteligenci dva pristopa. Če tako izrazim tole, kar pravi dokument, en pristop, ki je bolj vzhodnjaški, kitajski, nadometna inteligenca kot nadomestek naše. Ta bazira na filozofiji, da človek nima lastnega jaza, ampak smo vsi v topljenem enem velikem jazu. To je vzhodnjaško tipično mišljenje. In zdaj, če dobi ta veliki skupni jaz en pripomoček v umetni inteligenci, se inteligenca tega velikega jaza poveča. Ali pa se nadomestijo bolj slabi vidiki naše inteligence. In torej je umetna inteligenca razumljena kot nadaljevanje človeške in nadomestek nje. In pripomoček, torej, da se potem ta veliki skupni jaz tudi bolj oblikuje. Medtem ko pa biblična tradicija, zahodna tradicija pa ima individualni jaz, moja nesmrtna duša, posamezni človek. Mi imamo Boga stvaritelja, ki ustvari posameznega človeka, ne pa neki kolektiv. No, in iz vzhodne kulturnega bazena prihaja več odobravanja umetne inteligence, iz zahodnega kulturnega bazena s papežem na čelu, tako Frančiškom kot zdaj Leonom 14, pa več kritike umetne inteligence in več strahu pred umetno inteligenco. No, in več opozarjanja. Ampak zdaj zanimivo, papež Leon je par dni po tistem, ko je postal papež, ko so ga novinarji vprašali o njegovem imenu Leon, je nekako vsem nam vzel sapo, ko je rekel, da to ime vezano na delavsko vprašanje v času umetne inteligence. In je zavrtel časovni stroj naprej, ko je to dejal. Zelo zanimivo, ja. Imava gosta, in sicer je z nami Zoran. Zoran, pozdravljeni. Ja, dober dan, lep pozdrav obema. Jaz sem tako občutek, da v tem trenutku je svet je malo padel stečaju nekam. Ker recimo vojna v Ukrajini traja že 3 leta, pa sploh se nihče več ne zmeni za to. Spopadov v Afriki je toliko, da niti bi rekel, mediji sploh ne napredajo na vrsto. Recimo, zdaj lahko pričakujemo tudi, kdaj bodo Kitajci napadli Tajvan. Ker smo že navajeni. Gre v tej smeri, ne? Jaz res to nasilje je nekaj groznega. Jaz ne vidim rešitve. Tiste talce iščejo že 1 leto in pol. Golda Meir bi to rešila v 3 tednih, največ. Jaz res ne razumem iz tega. Kaj mislite, kdo lahko tukaj pokaže neko rešitev? Na koncu koncev, ljudje so izvoljeno ljudstvo. Ja, čakajte malo. Kakšno je izvoljeno ljudstvo, če vsi na tem svetu sovražijo? Hvala. Zanimivo, Zoran, hvala lepa. Andrej Frossat, francoski filozof, znan tudi po knjigi Bog je živ, srečal sem ga, je nekje zapisal, to je bil sicer prijatelj papeža Pavla VI. On je zapisal, Judje so, ker so izvoljeno ljudstvo, so prva priča živega Boga in zato jih je nacizem tako sovražil. Sovražil jih je globinsko kot prve priče živega Boga. Torej, odstranimo Jude in odstranimo priče živega Boga, potem pa kot domino pade še ostalo, kar je vezano na svetopismo, tako krščanstvo kot islam. Tako nekako pravi. In Judje bodo vedno imeli neko posebno mesto v naši zgodovini, ravno zaradi tega.
In tudi antisemitizem je ena ptica, ki se seli sem in tja, ne. Se pravi, v Perziji ga ni bilo, zdaj pa v Iranu je, ne. Ali pa včasih ga levičarji niso imeli, zdaj pa imajo antisemitizem. Včasih ga je bilo veliko v katoliških krogih, zdaj ga ni več, ne. Še recimo za času Avstro-Ogrske še najdeš kakšne antisemitistične, ali pa pri drugo svetovno vojno še najdeš v katoliških medijih, slovenskih, kakšne antisemitske izjave, zapise proti Judom in tak, ne. Ampak mi smo to očistili, ne. Potem pa je vmes bil fašizem, ki pa iz antisemitizma naredil svojo skoraj poglavitno duhovno, bi rekel, ost, s katero je prodrl v svet za to logiko sovraštva. No, tako, Judje bodo vedno imeli nekega sovražnika, vedno bo nekdo se spravljal na njih, ne. Seveda, oni pa morajo tudi svoje strani narediti vse, da bi ta sovraštva preprečili, da je bilo teh vzrokov čim manj. Imajo pa sveto pravico, da se branijo. Oni imajo totalno pravico, da se branijo pred Iranom, če pa Iran hoče zbrisati. Oni imajo totalno pravico, da se branijo pred tistimi, ki kričijo Palestina od reke do morja, se pravi, z drugimi besedami, to kričijo tudi v Ljubljani, ne, kakšni protestniki, to pomeni izbrisi Izraela, ne. V rečih umorja, ne. Ja, to oni imajo pravico do te obrambe. Seveda, metode njihove obrambe so pač zelo agresivne, ker so tudi majhni, saj oni niso velika sila. Ne, oni so, torej, niso to neki mogočen narod. No, ampak pokazali so se pa zdaj kar... Ja, vsaj v Izraelu niso mogočen narod, tam na Bližnjem vzhodu, ne. Ampak seveda oni imajo izjemno izurjeno vojsko, izjemno sposobno, izjemno delujočo obveščevalno službo Mossad in seveda oni hitro lahko prestopijo meje, ne, z svojo kakim agresivnim dejanjem. Še Martini iz Medvod bomo dali na kratko besedo. Martina, pozdravljeni. Ja, lepo pozdravljeni, pozdravljena oba. Kaj mislite, gospod magister Cesnik, zakaj Asta Vrečko, kulturna ministrica, ne ščiti Plečnikovih arkad in drugih kulturnih spomenikov, od stolnice, semenišča, zaščitenih grobov, ne nazadnje spomenika Valentinu Vodniku, v primeru sporne gradnje garažne hiše pod tržnico. A imamo pri nas levo kulturo, pa desno kulturo. No, sej leva se ve, kjera je malo bolj zblojena, desna je pa res tista ta prava. Martina, hvala lepa. Ja. No, gledajte, Asta Vrečko pač vodi stranko, ki ima rdečo zvezdo, ne. Torej, to se pravi stranka prevrata, družbenega prevrata, ne, ali pa agresivne, hitre družbene progresije, ki pa seveda nujno rabi nasprotnika, ne. Poleg tega Asta Vrečko sledi tem levičarskim trendom, ki so pač v Sloveniji aktualni, med njimi tudi to, da se sledi Slavoju Žižku. Slavoj Žižek pa je rekel, da je Plečnik fašizem. To je že pred leti rekel, ne, Plečnik je fašizem. Ne, torej, žal me je za farane v Šiški, ki hodijo v fašistično cerkev. Tudi meni je žal. Ja, ampak gledajte, to so taki, malo v njihov notranji miselni svet treba stopiti, da razumeš, ne, kako omalovažujejo eno klasično kulturo. Ne, ker pač mit revolucije je, da pred revolucijo je nula, po revoluciji se pa vse začne, ne. In kdor pade v ta mit revolucije, rdeča zvezda je simbol tega mita revolucije in oni imajo notri v svojem grbu, torej, kdor pade v ta mit revolucije, pač ne vidi, nima tiste širine, no. Se mu zoža pogled na neko prevratniško, recimo, vse vidimo, kako se je zelo podpirala tako imenovana provokativna oziroma prevratniška kultura v Ljubljani, ne. Fotopub, čim bolj je bilo provokativno, več jim je denarja padlo, pa so potem se spolno življali na dekleti v svoji kleti pri radiatorjih. Torej, in žal. Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Spoznanje več, predsodek manj, zadnja v času pred koncem šole. Seveda se v mesecu juliju spet srečava, za danes pa hvala lepa, magister Branko Cesnik. Želim vse dobro in pa seveda oddahnite si tudi vi. Otroci bodo zdaj odšli na počitnice, tudi veroučne počitnice in morda bo kakšna urica več za odhod v hribe, recimo. Ja, hvala lepa. Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.